Lepo pozdravljeni nazaj oziroma dobrodošli, če se gledamo prvič. Tokrat sem se odločila za prav poseben izziv. Lani smo poskusili s skrbnim načrtovanjem cel teden 4 jesti za 30 evrov, torej zajtrki, malice, kosila in večerje za 4-člansko družino za en teden. Spodaj povezava na ta video. Ta teden pa smo se osredotočili samo na glavne obroke, na kosila, če jeste vsi doma, ali pa na večerje, če so to vaši glavni družinski obroki. Jaz moram nahraniti 2 odrasla in 2 majhna šolarja, 7 glavnih obrokov. Se pravi, cilj izziva je 28 porcij za manj kot 20 evrov, za čim manj. Najprej vedno pogledam akcije v bližnjih trgovinah, zame sta to Hofer in Spar, zberem vire beljakovin, meso, stročnice in se odločim, kaj bom iz tega pripravila. Pri nakupu upoštevam, da imamo vsi doma kis začimbe in olje, bom pa vseeno kupila kvas in moko. Nato sestavim še jedilnik in dopolnim nakupovalni seznam s sestavinami, ki jih bom rabila za pripravo teh jedi. Potem ocenim še z najvišjo pričakovano ceno teh izdelkov, da vidim, koliko lahko pričakujem, da bo končni znesek. Ne vem, zakaj sem pisala jabolka tamle zraven. Iz piščanca bom skuhala v baro, meso dala od kosti, pol mesa bom vrnila v juho, iz druge polovice pa bom naredila piščančjo pito, chicken pot pie. Tudi lečo bom skuhala v bolognese omako, pol jo bo ostalo še za lečine polpete. Kupila bom celo kilo suhega fižola, ker se to najbolj splača, pa ker 4 jemo. Naredila bom prebranec, tako vegansko verzijo, in namesto pašte fižol za malo spremembe bomo naredili burritose. To so tortilje napolnjene s fižolom in zelenjavo. V trgovini še enkrat preglejte cene izdelkov, ker včasih bo ista stvar še cenejša, kot je bila v katalogu v reklami. Tako sem lahko vse nakupila v Hofru in mi v Spar sploh ni bilo treba, končni znesek pa je bil mnogo nižji. Treba je odšteti le jabolka, ker niso del kosil in ne vem, kaj je bilo z mano tisti dan in s temi jabolki. Skupaj je torej znašalo 16,34 € in upam, da bomo lahko s tem naredili teh 28 porcij za glavne jedi. Iz neke zelenjave, fižola in krompirja bom lahko še juhice za večerjo naredila. Za solato bomo imeli belo zelje, mogoče enkrat s krompirjem, drugič s fižolom, drugače pa z bučnim oljem, soljo, kisom. Iz moke bomo naredili pa testo za pito in slanike. Najprej je treba malo predpriprav narezati zelje, sem ga nasala v reznici, in namočiti pol fižola za tortilje. Kremosto omako, ki spominja na sirovo omako, rabimo krompir, čebulo in korenje, malo paprike v prahu, muškatnega oreščka, kurkume za barvo in veliko soli. To skuhamo z malo vode in potem redčimo tako, da dobimo maso, ki najbolj spominja na sirovo. Še vedno lahko na koncu dodamo parmezan ali pa kvasne kosmiče za pravi okus po siru, drugače pa omaka tudi taka odlična. Skuhali smo pol kile makaronov, pol tiste vrečke, ker nam to zadostuje. Za en obrok, zraven bo pa zeljnata solata. Ostanek sem pa pojedla za večerjo. Skuhati je bilo treba še fižol za naslednji recept.
Iz piščanca s kostjo, da imam tako vsaj 1 kilogram, skuham v baro. Vedno pa dam kožo stran, ker je juha sicer premastna. V bari dodam krompir v kockah in katerokoli zelenjavo imam pri roki. Zraven bomo jedli domače slanike. Sem hotela kupiti piščančje prsi, ampak potem je bil v Hofru tale piščanc veliko bolj ugoden, čeprav so različni kosi in je bila super varianta. Recept za slanike je zelo enostaven, tale je z bloga 220 stopinj poševno, povezavo bom pustila pod videom. Slaniki niso posuti s sirom, kot marsikdo misli, ampak so politi z mešanico vode, moke in ful soli, čisto enostavno. Iz pol kile moke sem dobila košarico slanikov, eno skodelico moke sem prišparala za polpete, za zadnji dan. Ko je bila obara kuhana, sem jo še solila, vzela sem meso ven, pobrala stran kosti in meso razdelila na 2 dela. Polovico sem vrnila nazaj v baro, polovico pa shranila za piščančjo pito. Tokle obare je še ostalo za en obrok. Iz preostale polovice cvetače sem skuhala cvetačno juho, kremno, zraven še ostale slanike postregla. Iz polnozrnatih tortilj bom naredila buritose, torej polnjene tortilje. Fižol se je ravno prav razkuhal, malo preveč, ampak tako mi vsaj ni bilo treba dodati tegale krompirja zraven. Fižol sem dobro začinila, namazala z njim tortilje, sem dala česen v prahu, čebulo v prahu, papriko, poper, se je vse lepilo. Naribala korenček in na lističe narezala čebulo, namazala na tortilje. Dodala zelje, naribano korenje, čebulo, lahko bi dala zraven tudi paradižnik, sir, tabasko, če imate radi pekoč, zeleno solato, praktično karkoli. Treba se je malo zverzirati v zavijanju tortilj, da naredimo tak žepek, da nič ne uide ven, pa zavijemo pol v zaprto palačinko. Zvite tortilje popečem na ponvi, na olju, zato da ne razpadejo in še bolj okusne so, ko hrustajo. Zraven bo seveda zeljnata solata. Pojedli smo pa čisto vse, ostankov ni bilo. Iz preostalega kuhanega piščančjega mesa sem naredila pito. Na kocke narezano zelenjavo sem skuhala, razno zelenjavo, jaz sem imela čebulo, korenje pa grah, zmeraj zraven damo krompir in preostalega piščanca. Dobro sem začinila in skuhala v zelo gosto juho. Ko je bila kuhana, sem jo ohladila.
Testo za pito običajno naredim iz moke in margarine, ampak sem pozabila na seznam dati margarino. Sem pozabila, da bo treba margarino imeti za testo, in sem naredila testo iz moke in olja. Grozno je bilo za oblikovati, se je vse drobilo, pa še malenkost premalo ga je bilo, ker sem ga delala prvič z oljem. Ampak otrokom je bilo pa bolj okusno kot tisto iz margarine, ker je bilo bolj hrustljavo. Naredila sem 2 kepici, jih ohladila, da sta se lažje oblikovala, ampak nekako je šlo, ni bila lepa, je bila pa zelo dobra. Ostal je samo en majhen košček za večerjo. Na vrsti je leča. Leče skuham celo vrečko, posebej popražim čebulo, česen, korenček, tudi rdečo papriko, če je. In dodam lečo, sol, poper, timijan. Timijan je kar ključen za okus bolognesa. In nekaj kislega, na primer kis ali pa malo rdečega vina, paradižnika, mezge ali pa iz pločevinke. Jaz sem dodala žlico balzamičnega kisa, ker to ima vsak doma, in pa paradižnikovo mezgo, ker jo imamo verjetno tudi vsi doma. Lahko bi jo sicer vključila za 1 evro v nakup, ampak se tudi na njo nisem spomnila. Nič hudega, s kisom balzamičnim je bilo super, pa majčkeno mezge je popravil okus. Dodam vodo, bolognezo omaki do želene konsistence, kakor gosto hočete. Čez noč se ponavadi strdi, tako da presveži, pač razredčite, kakor vam je všeč. Na drugo polovico kupljenih makaronov je šlo malo več kot polovica te omake, ostanek pa sem shranila za polpete. Zadnja fižolova jed bo veganski prebranac. Tokrat sem fižolu dodala čebulo in korenček, krompirja pa nisem dodajala. Poleg fižola, ki ni tetovec, ta bel, in to ne bo pravi prebranac, tudi ker klobase ne bo, ampak bo vseeno okusen. Namesto klobase dodam veliko dimljene paprike, da dobim ta okus po dimljenem mesu. Zraven bo zeljnata solata s kuhanim krompirjem, zato ga v prebranac nisem dodajala. Prebranca je ostalo kar nekaj, ker je bil zelo nasiten. Solate ni nič ostalo. Zato sem narezala še zadnji košček zelja za zadnje kosilo. Iz ostanka prebranca bi lahko naredila fižolovo kremno juho. Samo dodamo vodo in s paličnim zblendamo. Odločila sem se, da fižol kar dodam hleči za polpete, pa tisto skodelico moke, ki sem jo prešparala, in nekaj olja, in oblikujem polpete, ki sem jih ocvrla v ponvi, lahko bi jih pa tudi spekla v pečici. Za pražen krompir mi je zmanjkalo čebule, tako da sem se odločila za pire in za kuhan grah, ki je še ostal kot prilogo. Je ostalo še pol vrečke zmrznjenega graha, lahko bi pa tudi grahov pire naredila sam. Ne vem, če bi otroci jedli zelen pire, ne spomnim se. Tudi za pire ne rabimo margarine, masla ali pa mleka. Ko skuhamo krompir, ne odcedimo vse vode, vodo prihranimo. Vodo, v kateri se je kuhal, in jo pol dodajamo, ko mečkamo za pire. Dodamo mu samo sol, lahko tudi nekaj olja, ni pa nujno.
pride čisto ok pire. V grah sem dala sol, česen, olje in malo limone, ker nam je tako najbolj všeč. Zraven smo imeli še tisto, kar je ostalo od tega naribanega zelja, zadnji koščki. So mi ostali le 4 krompirčki in nekaj kvasa. Ostalo smo pridno pojedli, siti smo bili vsi, jedilnik je bil dovolj raznolik, vseboval je dovolj vlaknin, zelenjave in beljakovin. Kupila sem sezonsko zelenjavo in vsi smo jedli enako. Za večje obroke se lahko količine povečajo, predvsem bi rabili več moke, krompirja, makaronov, če bi za več ljudi kuhali, kakšno tortiljo več. Mezga in limone nisem štela zraven, drugače pa sem se držala izziva v popolnosti in videla, da se da s skrbnim načrtom in premišljenim nakupom jesti kvalitetno in poceni. Jaz sem v tem izzivu res uživala. Upam, da jedilnik komu pride prav. Všečkajte video, naročite se na kanal in se vidimo kmalu. Čau!